Spoštovani novinarji, hvala, da ste se udeležili današnje novinarske konference. V UKC imamo dva pomembna gosta, pomembna ministra, minister Poklukar in minister Černač. Sedaj smo imeli en kar temeljit razgovor glede delovanja naše bolnišnice, glede potrebnih sprememb investicij in gospoda ministra sta prisluhnila, razumeta naše težave in bi se še enkrat res iskreno zahvalil za obisk. Pa bi prosil morda minister Poklukar, če začne z novinarsko. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Danes se vlada mudi na obisku v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, ki je najpomembnejša zdravstveno-izobraževalna ustanova v severozahodnem delu Slovenije. Epidemija je razgalila leta nezadostnega posvečanja pozornosti zdravstvu in zato so bili današnji pogovori zelo operativni in dajejo na podlagi usmeritev vodstva Univerzitetnega kliničnega centra Maribor tudi usmeritve nam odločevalcev, da seveda pripravljamo prave podlage, da lahko Klinični center Maribor uresničuje svojo vizijo in pa strategijo. Že v spomladanskih mesecih smo se dvakrat napotili v Maribor, kjer smo tako s Kliničnim centrom Maribor kot medicinsko fakulteto ter mestno občino Maribor naredili osnovne prve korake strategije, kako pristopiti k vsej tej dolgoročni vzdržnosti na področju zdravstva v podravski regiji. Povem naj, da je bila že 7. junija imenovana delovna skupina v sestavi Ministrstva za zdravje, Kliničnega centra Maribor, Medicinske fakultete Maribor, Ministrstva za šolstvo in da se je ta skupina že v sredini tega meseca dobila in pričela s svojim delom. Delo te skupine je seveda postaviti oziroma umestitev strategije vseh teh zdravstvenih ustanov in pa izobraževalnih ustanov v lokalno skupnost in zagotovitev vse podlage za realizacijo teh investicij. V zadnjih mesecih pa smo z ministrom Černačem naredili tudi velik napor na področju načrta za okrevanje in odpornost in ravno ta načrt prinaša Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor sredstva za izgraditev infekcijske klinike. Ta trenutek infekcijska klinika Univerzitetnega kliničnega centra Maribor deluje v prostorih, ki so bili zgrajeni leta 1899. In seveda sami po sebi kličejo po prenovi oziroma nadgradnji, da bo Klinični center Maribor s svojim vrhunskim zdravstvenim kadrom lahko opravljal svoje poslanstvo. Zato bo praviloma v naslednjem obdobju stekli vsi postopki, da pride do izgradnje nove infekcijske klinike. Bo pa praviloma vsa ta gradnja zaključena v letu 2026. Sporočilo današnjega obiska vodstva Univerzitetnega kliničnega centra in Ministrstva za zdravje in pa Vlade Republike Slovenije pa je, da bomo napravili dodaten napor za to, da zagotovimo ustrezno obravnavo v severozahodni Sloveniji tudi vsem onkološkim bolnikom. Zato smo največji del pogovorov namenili nadgradnji onkološke stavbe, ki potrebuje dodatne kapacitete in s temi naj bi praviloma z načrti in izvedbo začeli že v letošnjem letu oziroma z načrti v letošnjem in ter prvimi izvedbenimi koraki v naslednjem letu, tako da praviloma po vseh optimalnih perspektivah oziroma načrtih zaključimo prve dele investicije že v letu 2023. To je tudi pomembno zaradi vse logistike ostalih premikov znotraj kliničnega centra, vendar ključno je
severozahodna regija z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor postaja pomemben onkološki center in to si prebivalci te regije prav gotovo zaslužijo. Drugo, kar je pomembno, je seveda negovalna bolnišnica, katere prvi koraki ravno tako že potekajo in računamo, da bo investicija zaključena praviloma mislim, da v letu 2023. Imela pa bo ta negovalna bolnišnica 55 postelj. Projekt pa bo vreden nekaj čez 8 milijonov evrov. Potem smo govorili o investiciji v pljučni oddelek. Tukaj v naslednjih dneh pričakujemo podpis pogodb in začetek del ter zaključek same realizacije tega projekta konec prve polovice leta 2022. Pomemben del tukaj je seveda tudi širitev kapacitet intenzivnih enot, se pravi enot intenzivne terapije, kajti kot veste, ne samo v epidemiji se je to izkazalo kot ključno in najpomembnejše za zadostno in pa primerno oskrbo vseh pacientov, ki so potrebovali tovrstno zdravljenje, temveč tudi z namenom, da kardiokirurški oddelek Univerzitetnega kliničnega centra Maribor usposobimo, da bo lahko pomembno letno opravil več operacij, kot jih opravi ta trenutek. Po pogovorih z vodstvom naj bi namesto sedanjih dobrih 300 po teh dodatnih investicijah opravili tudi preko 500 operacij na odprtem srcu letno. Ne smemo pozabiti, ko smo govorili o onkološki dejavnosti, da seveda to probamo čim širše odejaniti in pokriti, se pravi gre za celostno obravnavo pacientov v severozahodni regiji. Tako smo letos v splošnem dogovoru namenili tudi sredstva za vzpostavitev mobilnega paliativnega tima in danes ob pogovoru z vodstvom Univerzitetnega kliničnega centra smo nekako prišli do ugotovitev, da imajo praktično vse pripravljeno in da računamo v septembru, da ta mobilni paliativni tim prične z delovanjem. Pomembno pa smo spregovorili tudi o cepljenju. In sicer tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor bodo od začetka naslednjega tedna dalje praviloma vsem, ki pridejo na obravnavo v klinični center, pomagali s strokovnim znanjem pri eventualni odločitvi za cepljenje in seveda pri izvedbi samega cepljenja. Se pravi, vsi se bodo lahko tudi v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor cepili. Danes je bilo že kar nekaj povedanega o maskah. Maske v zaprtih prostorih bomo sneli, vendar sneli jih bomo tam, kjer se izvaja protokol PCT. Se pravi, če izvajalec storitve zagotavlja PCT sistem, potem je to seveda mogoče. Kajti na ta način seveda izenačujemo možnosti oziroma dejavnost v gostinstvu, kjer je zahtevana PCT v notranjih prostorih in kjer se seveda je brez mask. Zaključil bom z pomembnim sloganom, ki sem ga slišal danes. Slišal sem ga v zdravstvenem domu Lenart. In verjamem in zahvaljujem se medijem, ker pomagate pri promociji cepljenja in seveda vse te informacije prenašate do slehernega prebivalca Slovenije. Tako da slogan današnjega dne naj bo: odprimo življenje, cepimo se. Hvala. Lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Eno izmed pomembnih področij, poglavij, če želite, v načrtu za okrevanje in krepitev odpornosti bi lahko poimenovali država blizu ljudem ali pa država v službi ljudi. Gre za področje zdravstva, dolgotrajne oskrbe, zagotavljanja dostojne starosti in področje stanovanjske oskrbe in seveda ostala področja, ki so povezana s takimi ali drugačnimi socialnimi storitvami. In moram reči, da sem osebno zelo vesel, da smo tako v načrtu za okrevanje in krepitev odpornosti kot v dodatku sedanjega večletnega finančnega okvirja pobudi REACT
uspeli uspešno okrepiti vsa našteta področja, predvsem področje zagotavljanja boljših pogojev za izboljšanje zdravstvene infrastrukture. Še posebej sem pa seveda vesel, da je bilo ugotovljeno, da ta sredstva, kljub temu, da so obsežna, za zagotovitev odprave podhranjenosti sistemov, ki so bili podhranjeni zadnjih 10 let, izrazito podhranjeni, ne bo dovolj. Zaradi tega je vlada pred kratkim na pobudo ministra Poklukarja, kot veste, sprejela zakon, ki je že v zakonodajni proceduri in ki zagotavlja dodatnih skoraj 2 milijardi evrov sredstev v naslednjih 10 letih za področje krepitve zdravstvenih sistemov na različnih nivojih. In zadnje sem vesel, ker še tako lep hotel ali pa še tako lepa bolnišnica, če v njej ni ustreznih storitev oziroma osebja, ki bi te storitve zagotavljala, ne pomeni nič, da je bila pred časom tudi sprejeta usmeritev Vlade Republike Slovenije o krepitvi izobraževanja zdravstvenega kadra tako na področju univerzitetnega izobraževanja kot na ostalih področjih, ki se bo nadaljevala podpora tej krepitvi tudi v naslednjih letih. Gre za dolgotrajen proces, ampak ta proces se je začel, kolo se je začelo vrteti in tako kot smo pred nekaj meseci vsi skupaj botrovali prvi odločitvi iz pobude React v višini 3,6 milijonov evrov namenjeni preselitvi pljučnega oddelka iz slivniškega Pohorja, ki bo v kratkem lahko botrovala drugi odločitvi, se pravi 8 milijonov evrov, ravno tako iz pobude React za ureditev negovalne bolnišnice v teh prostorih. Tako smo pred kratkim botrovali tudi odločitvi, ki bo zagotovila ugodnejše in ugodne bivalne pogoje starejšim. Gre za znesek 93 milijonov evrov, kar pomeni, da bo 1200 starostnikov v naslednjih 3 letih dobilo nove sodobnejše prostore in možnosti za dostojno in varno preživljanje starosti. V nadaljevanju seveda bomo tako na službi, ki jo vodim, kot v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje storili vse, da bodo vsi ti načrti, ki jih je na desetine, da ne omenjam številnih energetskih sanacij, bolnišnic po Sloveniji, Golnika, Soče, bolnice Šempeter in vseh ostalih, ki so na tem seznamu, da bomo storili vse, da bodo ti projekti, ker so sredstva zanje sedaj zagotovljena, da bodo ti projekti do konca leta 2023 tudi uresničeni, oziroma da bodo tisti, ki so v načrtu za okrevanje in krepitev odpornosti, uresničeni do konca leta 2026. Vse to bo omogočilo ljudem bistveno boljšo kakovost storitev na različnih področjih, skrajšalo bo čakalne vrste in vse ostalo, čemur smo bili v zadnjih letih priča, in na nek način zagotovilo tudi dostojno obravnavo na vseh teh področjih. Kajti, če zaključim, kakorkoli obračamo, mnogokrat mi rečejo, glejte, minister, pa saj gre za nepovratna sredstva, saj itak je to nepovraten denar. Res so nepovratna sredstva, vendar kakorkoli obračamo, ta sredstva prihajajo od ljudi na različne načine, preko takih in drugačnih davkov. Zaradi tega je treba s temi sredstvi ravnati gospodarno in jih pametno usmerjati in jih vrniti nazaj ljudem. In kje bolje kot na področju zdravstva vračamo ta sredstva ljudem. Zaradi tega bi se rad zahvalil resornemu ministru, celotni vladi za posluh in seveda vodstvu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, ki ima smele načrte in je znalo v pravem trenutku potegniti odločilne poteze, da bodo te investicije tudi uresničene. Hvala lepa. Spoštovani novinarji, dober dan. Zelo sem vesel na današnji tiskovni konferenci, namreč v preteklem letu smo imeli številne tiskovne konference, na katerih so bile v glavnem novice slabe. Število pacientov COVID se povečuje, ne-COVID pacienti niso obdelani in tako naprej, ampak danes po dolgem času z veseljem lahko poročam, dejansko se COVID kriza umirja. V tem trenutku imamo v naši bolnišnici samo še 12 COVID pacientov, od tega 6 na intenzivni terapiji. Kaj to pomeni? To pomeni, da od jutri naprej bodo vsi locirani na eni lokaciji v UKC Maribor in da bomo lahko skoraj v celoti povrnili obseg dela za ne-COVID paciente kot pred krizo. To je izjemno pomembno, ker zaostanki so relativno veliki in jih bo treba v najkrajšem možnem času nadoknaditi. Skratka, to je prva dobra novica. Druga dobra novica je gotovo ta, da kot ste slišali, so pred vrati investicije. Na prvem mestu oddelek za pljučne bolezni. Danes, ko smo si ponovno gledali ta oddelek,
je minister vprašal, kakšna je časovnica. Časovnica je takšna, na 30 let nič in sedaj končno prihodnji mesec pričnemo z gradnjo, z gradbenimi deli in v roku 7 do 8 mesecev najkasneje bo oddelek za pljučne bolezni premeščen na matično lokacijo, česar smo izjemno veseli, ne samo mi, ampak predvsem pacienti. Kot drugo negovalna bolnišnica in kot tretja oddelek za infekcijske bolezni oziroma infekcijska klinika, ki bo končana, dela bodo končana leta 1926. In tretja dobra novica je gotovo ta, da je v postopku oziroma že na vladi sprejet zakon o investicijah v zdravstvu v višini 1900 milijonov evrov, od tega 750 milijonov za oba klinična centra. Bilo je že poudarjeno danes, da za našo ustanovo ob investicijah, ki sem jih že povedal, je na prvem mestu gotovo onkologija. Tukaj je število pacientov takšno, da je nujno potrebno takojšnja dograditev, povečanje kapacitet. Potem so tukaj še oddelek za patologijo in pa ostali oddelki, jaz ne bom govoril o podrobnostih, ampak zagotovo bomo napeli vse sile, da bomo sredstva porabili pametno, racionalno in v najkrajšem možnem času v dobro zaposlenih in v dobro pacientov.